Kolegice, ki sodelujemo pri sestavi tega programa, smo se usedle in smo na mizo dale vse težave, s katerimi smo se soočile v zadnjem letu, torej od zadnjih drugih dnevov gradbenega prava. Tisto, kar pride na sodišče, ali pa tisto, kar je tik pred tem, da pride na sodišče, oziroma najpogostejše vprašanja, v zvezi s katerimi pišemo pravna mnenja ali pa dajemo stališča. Ugotovile smo, da če kljub temu, da je v bistvu gradbeno področje eno od najbolj razvitih vej prava, gradbeno pravo je izredno raznoliko, ogromno sodne prakse imamo, precej institutov je obdelanih, pa hkrati, kadar pride do resničnih težav, je to še vedno eno od najbolj nepremostljivih težav, ker dejansko so investicije, ki so finančno zahtevne, gre za zelo velike punktume, to so tudi na sodišču zelo zahtevni spori, zaradi česar vedno sproti ugotavljamo, da se postavljajo nova vprašanja, da se odpirajo nove dileme in jih poskušamo na teh dnevih sproti tudi razrešiti. Naša pričakovanja so, da se povežejo dobre prakse, da se poveže pravniško znanje, da se povežejo ljudje iz stroke in vezano na seveda zakonodajo, ki veljavi, in tista, ki prihaja, najdejo najboljše rešitve za to, da v Sloveniji v gradbeništvu pripeljemo dobre prakse ravnanj vseh glavnih udeležencev v gradnji in s tem seveda dosežemo neko večjo predvidljivost v izvedbi projekta, da se vsi ravnajo po pravilih in jih enako razumejo. Imamo pa seveda določene omejitve. Imamo v Sloveniji veliko zakonov, veliko predpisov, pred nami so velike spremembe na področju gradbene zakonodaje in imamo relativno malo sodnih praks, kar pomeni, da je ta proces relativno zahteven in žal tudi počasen. Vendar pa tovrstna srečanja ta proces pospešujejo, znanje se hitreje razširja, ljudje pridejo hitreje do odgovorov in seveda temu primerno pol tudi lažje ravnajo v poslu. Gradbeništvo je zdaj pred novimi izzivi, kjer pričakujemo tudi rast, kjer bo potrebno seveda več vlagati v znanje, v kadre na vseh nivojih, od poklicnih izobraževanj, srednjih šolskih, delovodskih, do projektantskih in seveda tudi do menedžerskih ter seveda oblikovanja pogodbenih odnosov med izvajalci, naročniki, podizvajalci, projektanti in njihovih obligacij, tako da bodo gradbeni projekti kar se da učinkovito tekli in seveda, da bomo tisti, ki sodelujemo v teh projektih, postali tudi mednarodno konkurenčni, torej da bo slovenska praksa taka, kot je praksa v urejenih državah. Temeljne prednosti pri sprejetju nove zakonodaje vidim v opredelitvi namena zaščite javnega interesa. Tudi zelo natančno so opredeljene naloge odgovornosti investitorja in izvajalca. Predviden je integralni postopek združenja gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, kar je velik napredek. Urejena je tudi prijava začetka gradnje in obvezna predložitev, se pravi izvedbenega projekta in seznanitev inšpekcijskih služb in soglasodajalcev oziroma mnenjedajalcev po novem pred vsakim začetkom gradnje in tukaj si obetamo res vzpostavitev večjega reda in eliminiranje neskladnih in črnih gradenj. Ena od bistvenih dobrodošlih sprememb je, da za manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, se pravi znotraj nekih toleranc, ne bo potrebno ponovo ali spremenjeno gradbeno dovoljenje, ker je bilo doslej zaradi tega kar dosti neskladnih gradenj. In ponovno se sicer uvaja gradbena parcela, kar bo v začetku en majhen administrativna ovira, ampak v nadaljevanju evidentiranja nepremičnin bo pa za državne evidence in za red v prostoru en bistven napredek. Pa osnova je ustvarjena za začetek elektronskega vlaganja vlog in komuniciranja med investitorji in državno upravo. Če bi vsi upoštevali vsako zakonodajo dosledno ali pa v mejah nekih poštenih praks, potem tveganj ne bi bilo veliko. Vsaka zakonodaja prinaša tveganja samo z iskanjem nekih bližnjic, ki pomenijo neupoštevanje zakonodaje. Tako da jaz menim, da tukaj zaveda z vzpostavitvijo dobrih praks, z nekako
čakamo še na podzakonske akte, bomo končno lahko skupaj naredili nek napredek k boljšemu bivalnemu in delovnemu okolju. Ključna sprememba je ena, in to je sprememba, da imamo popolnoma nove zakone, ki ohranjajo neko dosedanjo prakso, ampak samo na tistem zelo splošnem nivoju, medtem ko se pa večina podrobnosti povsem spreminja. Zato bomo verjetno potrebovali še kar nekaj časa, da se bomo vsi skupaj navadili na vse to, kar se dejansko spreminja. Nova tveganja je celoten zakon. Namreč postavlja določene utečene postopke povsem v drugo luč. Žal nismo uspeli zaslediti, kaj je s prehodnim obdobjem. Velik problem so podzakonski akti, ki jih še ni. Izražamo skepso, da jih v dobre pol leta, kot je zakonski rok do uveljavitve zakona, se pravi junij drugo leto, ne bo. In takrat bomo velikim problemom, namreč stari pravilniki oziroma še veljavni pravilniki drugače urejajo operativni del predvsem gradbišč in projektne dokumentacije, kot je zdaj nova pravna podlaga za zakonodajo. Predvsem nas pa skrbi, kaj z obstoječo dokumentacijo, namreč kot javni naročnik zadnje smo zavezani skrbnemu ravnanju z javnimi sredstvi. Upam, da ne bomo naročali povsem nove dokumentacije. Bojim pa se, da saj v postopkih, kjer je direkcija in večjih naročnikov v državi sodelovala, da je ogromno nedorečenih področij, ogromno stvari, ki nam bodo šele naredile probleme, tako da ta moment bom zgolj zaključil z izjavo na to temo: ne delamo si problemov za naprej, dokler jih ne prepoznamo zares. Bojimo pa se, da je zakon slabši, kot je bil prejšnji. Kar pa se smernic tiče, načeloma se mi z uporabo smernic strinjamo, seveda, vendar hkrati bi pa povedal, da dokler ne bo to uzakonjeno v smislu obvezne uporabe, ne toliko za naročnika kot za ponudnika, toliko časa imajo zgolj dober namen. Dejstvo je, da do stvarnih napak prihaja res pri popolnoma vsaki gradnji, brez tega ne gre konec koncev za velike objekte, za velike projekte. Na tem področju je pri nas kar nekaj prakse, je pa to v gradbeništvu eno sivo področje, kjer se vsakodnevno spreminjajo zadeve in mislim, da je na vseh straneh zaenkrat še vedno premalo znanja. Predvsem premalo znanja in premalo sodelovanja. Naročniki se ne zavedajo, kakšne pravice imajo in jih pozabijo izkoristiti, in enako je veljalo za izvajalce. Mislim pa, da vsi skupaj v praksi stremimo k temu, da se oba pogodbenika zavedata svojih obveznosti in izvajalec poskrbi za to, da je gradnja taka, kot mora biti, v skladu s pravili stroke, naročnik pa poskrbi, da izvajalca pravično in pravilno plača. Pomembno je, da je pogodbena volja strank v podizvajalski pogodbi glede cene in njene spremembe jasno izražena. Dodatna dela niso vsebovana v pogodbah, v katerih je določena klavzula ključ v roke. Pomembno je tudi, da stranki že v fazi sklepanja pogodbe vesta oziroma se zavedata, da absolutna nespremenljivost cen ni mogoča. Izpostavila bi pa samo še situacijo, ko je v podizvajalski pogodbi določeno, da je dolžan podizvajalec predložiti finančno zavarovanje kot pogoj za končni obračun. Namreč podizvajalec lahko v tem primeru naleti na težave pri pridobitvi bančne garancije pri banki. Skratka, smiselno je, da se v takih primerih dogovorita, da predloži bančno garancijo podizvajalec določeno kratko obdobje sicer po podpisu končnega obračuna. Posebej bi bilo treba opozoriti tako naročnike kot tudi izvajalce, da dosledno spoštujejo pravne predpostavke, ki jih predpisuje zakonodajalec za odstop od pogodbe, ker bojo sicer si v nasprotnem primeru zagranili življenje ali, kar je še slabše, dosegli kontraučinke. Naprimer, če naročnik ne spoštuje vseh omenjenih predpostavk in odstopi neutemeljeno, mora kljub temu recimo plačati izvajalcu dogovorjeno plačilo. Vinkulacija je koristna in če
je zavarovanje sklenjeno tako, da se lahko inkorporira tudi vinkulacija. Namreč v gradbenih pogodbah je najbolj primerno, da izvajalec zavaruje kot zavarovalec in zavarovanec svoje rizike. V tem primeru je po določeni pogoji primerno, da naročnik dobi vinkulacijo. V primeru, kadar pa naročnik sklene zavarovanje kot zavarovalec in zavarovanec, v tem primeru je, da da vinkulacijo izvajalcu. Ampak pri gradbenih pogodbah običajno je najprimernejše, da naročnik sklene zavarovalno pogodbo, plača premijo, da pa zavaruje za izvajalca. To pomeni, da sklene zavarovanje za tuj račun ali pa za tistega, katerega se tiče. To je v zakonu posebej urejeno in to je najbolj primerno. Vedno je primerna vinkulacija takrat, kadar jim določena oseba ima interes, da dobi zavarovalnino, čeprav ni oškodovana iz nekih razlogov. Kot na primer izvajalec je najel kredit, je primerno, da zavaruje izvedbo del in da vinkulira to zavarovnino pri banki kot neko vrste garancije za sprejeti kredit. Tako da vinkulacija sama po sebi je vedno odvisna od načina, kdo stopa v zavarovalno pravno razmerje in pod kakšnimi pogoji. Sama vinkulacija je dobra ali slaba, je odvisna edino od funkcije, ki jo upravlja v konkretni zavarovalni razmerju oziroma kreditne razmerju ali pa tudi v določenih primerih odškodnine. V zvezi s tem bi opozorila naročnike, da naj pri unovčenju finančnih zavarovanj ravnajo v skladu z načelom vestnosti in poštenja in naj se zavedajo, da bodo morali neupravičeno prejete zneske vrniti. Zato naj se vnaprej pripravijo, da bodo unovčili zneske, ki bodo dejansko ustrezali višini škode, ki jim je nastala, oziroma stroškov, s katerimi bodo ta sredstva, s katerimi bodo te stroške pokrili. Ta senzibilnost družbe, da recimo manj tolerira neke posege, neke kršitve v neka klasična avtorska dela, ampak jih bolj tolerira pri arhitekturnih delih, ki so pač dela uporabne umetnosti, malo izhaja iz nekega zgodovinskega konteksta, se pravi zelo dolgo arhitekturna dela sploh niso bila varovana. Malo izhaja iz tega, da so tu investicijske vrednosti v bistvu blazne, da so projekti zelo kompleksni, da je igralcev v bistvu zelo veliko, poleg projektanta še naročnik in nadzornik in vsi ti akterji v bistvu ustvarjajo eno zelo kompleksno situacijo, kjer do kršitev lažje prihaja. Problem je malo tudi v tem, da kadar se kršitve dogajajo in tudi takrat, kadar niso upravičene, kadar bi se jim arhitekti lahko uprli, kadar bi lahko dosegli, da se njihove pravice spoštujejo, ne grejo pred sodišče. In iz tega izhaja ta nizki nivo družbene zavesti, da je v bistvu taka kršitev v bistvu napačna.